Pozdravljeni, moje ime je Alina Bezlaj in bom danes predstavila svojo raziskavo, ki sem jo izvedla v okviru študija na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo in ki je bila osnova za moje magistrsko delo z naslovom Beli mun je moje srce, ustvarjanje prostora v predmestni skupnosti Dublina. V okviru študija je bila ena od mojih obveznosti tudi to, da grem v tujino, da se tam priključim študiju na tuji univerzi in izvedem neko etnografsko raziskavo, ki je pravzaprav skoraj neka osnova za kakršnokoli antropološko delo. In tako sem res šla za eno leto študirati na univerzo v Maynooth na Irskem. Maynooth je eno mestece precej blizu Dublina, kakšne pol ure stran za vlakom, ki pa ima strašno hudo stanovanjsko krizo, tako da sem jaz na koncu si našla sobo kar v Dublinu, ne v Maynoothu. In tudi zato, ker ima tudi Dublin hudo stanovanjsko krizo, sem si to sobo našla kakšno uro hoje stran od centra Dublina, na meji med dvema soseskama, ki se jima reče Beli mun in pa Glasnevin. To je neka lokacija. Zdaj, ko sem ljudem povedala, da živim v soseski Glasnevin, so bili odzivi vedno zelo pozitivni. Ljudje so me vprašali, če sem že šla v botanične vrtove pogledati, ki so v tej soseski. Rekli so mi, če sem že videla glavno dublinsko pokopališče, ki je locirano v tej soseski in kjer so pokopani vsi irski revolucionarji. Povedali so, da je taka mirna, lepa soseska, me vprašali, če se imam fajn in tako naprej. Vedno zelo pozitivni odzivi. Če pa sem nasprotno povedala ljudem, da živim v soseski Beli mun, oziroma ravno dol iz Beli munske ceste, ker sem v resnici živela ravno na začetku te glavne ceste, so bile pa odzivi res diametralno nasprotni. Ljudje so me posvarili, da naj se pazim, malo so znižali glas, mi rekli, da je to taka nevarna soseska, oni so tem rekli rough soseska, me posvarili, da ne hodim po noč sama, da je nevarno in tako dalje. In me je začelo to zelo nekako čuditi, te različne klasifikacije mesta in soseske. In tudi po več mesecih življenja v Dublinu sem nekako kar sama znala klasificirati te soseske, večino dublinskih sosesk, glede na to, a so dobre, torej neke srednje, višje razredne, torej lepe, mirne soseske, ali so neke take bolj nevarne, rough soseske, torej predvsem neke delavske oziroma soseske za ljudi, ki so odvisni od socialne podpore. Še najbolj me je pa začenjala zanimati soseska Beli mun, ravno v bistvu zaradi neke svoje zelo specifične in zanimive zgodovine. To je soseska, ki je bila zgrajena na severu Dublina v poznih 60-ih letih za najemnike socialnih stanovanj. Potem je pa zelo kmalu po svojem nastanku socialno in ekonomsko degradirana in bila na prelomu tisočletja skoraj v celoti porušena. Vsi ti visoki 8 in 15 nadstropni bloki, ki so karakterizirali to sosesko, so bili porušeni, njih so nadomestile nizko grajene hiše v soseski, prebivalci pa so bili preseljeni v te nove nastanitve. In to je bil proces, ki se imenuje regeneracija na prelomu tisočletja. In moje glavno raziskovalno vprašanje, to, kar me je najbolj zanimalo, je, kako so prebivalci doživljali proces regeneracije soseske na prelomu tisočletja in pa kako je taka celovita sprememba kraja vplivala na ljudi. To, kar me je torej zanimalo, je bil ravno ta odnos med krajem in pa med ljudmi. In ta odnos je zelo dobro zaobjet v konceptu ustvarjanja prostora. Tako da nekako sem se osredotočila na ta koncept in ga vzela kot neko prizmo, skozi katerega raziskovati stvari v soseski. To je širok koncept, uporabljen v različnih disciplinah v humanistiki in različni raziskovalci ga razumejo zelo različno. Jaz sem se nekako odločila, da ga bom razumela kot koncept, ki vključuje na eni strani neke predstave prostora in to, kako se v bistvu prostor oblikuje skozi take predstave, skozi neke narative, skozi imaginacije, skozi spomine, kako se te stvari na nek svoj način oblikujejo nek svoj prostor. Na drugi strani se mi je zdelo pomembno upoštevati tudi to, kako je ta prostor živeti in doživljan, skozi neke čutne zaznave prostora, skozi afektivne vezi, ki se ustvarjajo med ljudmi in prostorom. Hkrati se mi je zdelo pa tudi ključno upoštevati te materialne vidike prostora, kako je bil torej prostor zgrajen, kako so te stavbe nastale, kako so bile potem v primeru Beli muna na neki točki potrte in zgrajene na novo drugače. In ravno vsi te trije vidiki so te, ki jim poskušam slediti v svoji raziskavi, te trije vidiki, na katere v bistvu ki jih poskušam raziskati v primeru Beli muna. In da bi raziskala ustvarjanje prostora v Beli munu, sem izvedla 6-mesečno etnografsko raziskavo v soseski.
To je pomenilo, da sem se tam pridružila različnim organizacijam. Pridružila sem se recimo organizaciji najemnikov, s katerimi smo šli potem trkati na vrata ljudem, pa jih spraševati o tem, kakšne težave doživljajo, kje vidijo rešitve za neke te težave. Potem sem se pridružila skupnostnemu vrtu, hodila tja tedensko vrtnarit, hodila sem na enomesečni tečaj boksa v soseski recimo in se udeleževala različnih skupnostnih dogodkov, ki so se dogajali v tej soseski. In na tak način spoznavala veliko nekih teh prebivalcev soseske in teh, ki so vpeti v strukture skupnosti. Na tak način sem imela tudi zelo veliko nekih neformalnih pogovorov z ljudmi, ki so mi bili vseeno zelo pomemben vir informacij o tem, kako je živeti v soseski in kako ljudje to doživljajo. Hkrati mi je pa to tudi omogočilo, da sem potem nekatere ljudi prosila za udeležbo pri nekih malo daljših, bolj strukturiranih pogovorih in takih polstrukturiranih intervjujev sem res izvedla 21. En intervju je bil strukturiran še zraven in vsega skupaj sem intervjuvala 31 oseb v soseski. Poleg tega sem pa raziskavo dopolnjevala tudi še z arhivskim raziskovanjem. Obiskala sem skupnostni arhiv Bellimuna v Bellimunski knjižnici, Nacionalni arhiv Irske in pa Arhitekturni arhiv Irske. In iz vseh teh različnih virov potem pridobivala informacije o tej svoji temi. Zdaj, preden grem naprej na samo vsebino svoje raziskave, bi samo še naredila en medklic tukaj. Moja raziskava se predvsem osredotoča na neko pozitivno plat Bellimuna. Zdaj, ko se o Bellimunu poroča, predvsem v nekih novicah, ko se poroča o tej soseski izven same soseske, se predvsem osredotoča na negativne plati življenja v tej soseski. Recimo, čisto kot primer sem dala tukaj posnetek zaslona, to je že izpred kakšnega leta, se mi zdi, ampak se pogosto nekako pojavlja podobna slika. Večina novic je o nasilju, o kriminalu, o drogah, zelo malo pa o drugih stvareh. In tako se ravno jaz odločim osredotočiti na to pozitivno plat, ker je to plat, ki jo poudarjajo prebivalci sami in poudarjajo, da se jim zdi to najbolj pomembna plat, ko se govori o soseski. Poudarila bi tudi to, da je večina mojih sogovorcev bila nekih daljših prebivalcev soseske. Torej so v soseski živeli že pred regeneracijo in potem tudi po regeneraciji, ker je mene zanimalo tudi to doživljanje prostora skozi čas in kako se spreminja. Tako da večina ljudi, s katerimi sem se pogovarjala, je bilo teh daljših prebivalcev, sem pa tudi se pogovarjala z nekaterimi novejšimi. In večina mojih sogovorcev je bilo tudi na tak ali drugačen način vpeta v samo skupnost, v javno življenje v soseski, ker je bil to tudi način, na kateri sem jih spoznavala, tako da je spet v bistvu samo ena plat zgodbe, ki jo tukaj predstavljam. No, ker sem podatke pridobivala v bistvu na neke zelo različne načine, skozi etnografsko delo, kjer je bila tudi pomembna moja izkušnja kot nek podatek, skozi arhivsko delo, sem dobila nek zelo širok razpon informacij, ki jih je bilo nekako, sem imela kar težavo jih urediti v neko smiselno strukturo. Tako da sem se na koncu odločila zelo šolsko jih nekako strukturirati kronološko. Tako da v tej predstavitvi bom najprej predstavila zelo na kratko zgodovino Irske, Dublina in do te točke, ko se začne graditi Bellimun, samo to, da predstavim nek okvir, v kateri je nastala ta soseska. Potem se bom osredotočila na čas 70. in 80. let, ko se začne oblikovati skupnost v tej soseski. In tukaj v bistvu raziskujem to, kako vsi ti ljudje, ki so prišli z različnih koncev Dublina in ki se med sabo niso poznali, kako so oblikovali neke vezi med sabo, oblikovali neke skupnostne skupine, se začeli aktivirati v soseski in tako dalje. V naslednjem delu bom potem se osredotočila predvsem na 80. in 90. leta, ko pride do spremembe upravljanja soseske strani občine in pa hkrati to povzroči tudi neke spremembe v samem delovanju skupnosti. Predvsem se bom pa v tej predstavitvi osredotočila na zadnja dva dela, to je na regeneracijo na prelomu tisočletja in na to, kako je regeneracija čutno zaznana strani prebivalcev in pa na to, na neke afektivne vezi med prebivalci soseske in pa krajem samim. Torej, kako se kraj in ljudje nekako povezujejo, ravno to vprašanje, ki sem rekla, da me bo tudi zanimalo. No, na koncu pa naredim še en kratek razmislek o nostalgiji. To je namreč tema, ki se nekako veže skozi vse te prejšnje dele in jih povezuje. Kadarkoli so mi namreč prebivalci govorili o preteklosti, so bile te pripovedi vedno zelo prepletene z nostalgijo, zato se mi zdi pomembno tudi narediti en krajši premislek na koncu o tem. Ok,
Zgodovina Irske je v marsičem zelo podobna zgodovini nekih drugih držav Zahodne Evrope. Bil je dalj časa trajajoč proces urbanizacije, kar je pomenilo, da se je prebivalstvo premeščalo zdaj iz podeželja v mesta. S tem, ko je prihajalo vedno večje število prebivalcev iz podeželja v mesta, je začelo primanjkovati stanovanj v mestih, predvsem v Dublinu, ki je bilo to največje mesto, najbolj ekonomsko močno s pristaniščem in tako dalje. In to je povzročilo res nek manko stanovanj v samem mestu in pa širjenje revnih predelov mesta, tako imenovanih slamov. Z širjenjem slamov pa so potem srednji in višji razredi zbežali iz centra mesta v predmestja. So bežali tej umazaniji, hrupu, širjenju bolezni iz centra mesta in začnejo vzpostavljati svoje soseske v predmestih, s čimer se tudi nekako spremeni to vrednotenje predmestij, ki postanejo zdaj nek tak, dobijo to postanejo videna kot nek tak moralni način življenja, medtem ko center postane ta nemoralni grd za revne ljudi v glavnem. No, je pa ena specifika Irske, to je namreč država, ki je bila kolonizirana strani Velike Britanije. Ta kolonizacija se je nekako začela že od 12. stoletja naprej z normandskimi vdori, predvsem pa potem po 16. stoletju, ko se je začela kolonizacija z naseljevanjem, kar pomeni, da je zemlja iz irskih rok prehajala v angleške roke, seveda z veliko nasilja. Ampak to je povzročilo tudi potem več stoletij agrarnih uporov, ko so se irski kmetje zavzemali za to, da bi dobili nazaj v svojo last to zemljo, ki jim je bila odvzeta. Te agrarni upori so se potem še posebej nekako povišali v intenziteti po letu 1850, ko je to obdobje velike irske lakote. In po tem obdobju se z njimi nekako tudi združi ta nacionalna ideologija, ki se trudi za vzpostavitev neodvisne Irske. In to res dosežejo, potem leta 1922 se vzpostavi neodvisna Irska. No, ampak kar pa je tukaj res ta specifika, je pa nastanek socialne države, ki ima svoje korenine v bistvu ravno v teh agrarnih uporih. Veliko socialnih držav namreč se nekako rodi iz uporov delavstva v mestih, ki zahtevajo neke višje pravice, zdaj izboljšanje življenja. Na Irskem pa te korenine socialne države v bistvu se locira v to področje agrarnega in glavno vprašanje, s katerim se je dolgo časa, oziroma glavna tematika, na kateri je delala ta socialna država, je bilo premeščanje zemlje iz angleških rok okupatorja v torej roke irskih kmetov in je subvencionirala pomagala v bistvu z subvencioniranjem, da se je ta prenos zemlje dogajal. Zelo pozno se pa ta socialna država usmeri v bistvu na področje urbanega, kjer pa postaja tudi vedno hujše težave, ravno zaradi slamov, življenje postaja zelo nevzdržno v mestih. Še posebej pa se to zgodi v letu 1963, ko je huda kriza v mestu, zato ker se podreta dve taki veliki hiši. To so bile hiše, ki so bile že zelo stare, dotrajane in v katerih je včasih živelo po 100 ljudi, ogromno družin, v glavnem si je delilo te hiše. In dve taki hiši se podreta, v slamih seveda, se podreta in pri tem umreta dve deklici in pa en starejši par. In to zelo razburi javnost, ki zahteva neke resne spremembe. Tako da Ministrstvo za lokalno upravo potem združi svoje moči z občino in začnejo načrtovati in potem graditi neko novo sosesko na severu Dublina, ki pa je v marsičem zelo drugačna od tega, kako se je do takrat načrtovalo in gradilo v Dublinu. Namreč ta soseska Ballymun je en tak velik obrat od ustaljenih tipologij gradnje v Dublinu. Na eni strani je to prvič, da se uporabi na tako velikem nivoju, oziroma v tako veliki soseski, da se uporabi industrijske, torej montažne načine grajenja. To pomeni, da je bila kar v kraju samem zgrajena neka tovarna, v kateri so potem izdelovali kose, te kose pa samo sestavljali in tako zgradili te bloke, poenostavljeno povedano. Potem drugo, kar je bilo en velik obrat od tega, kaj se je do takrat delalo, je to, da je bilo prvič, da se je gradili visoko gradnjo v predmestju. Do takrat so bila predmestja rezervirana predvsem za nizke hiše. Če se je že gradili visoko v Dublinu in
Irci res nimajo radi visoke gradnje. Če pa se je že gradilo visoko, je bilo pa to v centru, kjer je bilo manj prostora in je bilo nekako treba graditi v višino in ne v širino. Novost je tudi to, da do takrat, kadar se je gradilo visoko za občinske stavbe, je bilo to do 4 nadstropij visoko. Te zgradbe v centru, ki so bile visoka gradnja, so bile 4 nadstropne. To je bilo pa prvič, da se je gradilo 8 in 15 nadstropne zgradbe, torej res zelo spet neka novost. Prvič je bilo tudi, da so zaradi take višine morali inkorporirati dvigala v stavbe. In pa, da je bila soseska centralno ogrevana, da je bila torej zgrajena neka centralna kotlarna, ki je dovajala toploto hišam in stanovanjem po soseski. In plan je bil, da bo to taka ultramoderna soseska, ki bo zdaj rešila Dublin stanovanjske krize, ki bo v bistvu sprejela te najbolj ozorne najemnike. Res takrat so šli delati intervjuje potem z družinami, če so res dovolj ozorni najemniki, da jih preselijo v to novo dobro sosesko. In res odločijo se, da bojo predvsem preselili tja neke mlajše družine, dvostarševske družine z mlajšimi otroci, kjer je oče zaposlen, ima redni prihodek in ki redno plačujejo svoje najemnine občini. In tako preselijo ogromno družin v to sosesko, novo nastalo. Tako da v bistvu ena velika karakteristika te soseske skozi njeno celo zgodovino je bilo tudi ogromno število otrok, ki so živeli v njej. No, ampak zelo kmalu po gradnji soseske in po tem prvem priseljevanju prebivalcev tja, se pa pokažejo neke velike težave z življenjem tam. Namreč občina ni imela nikakršnih izkušenj z gradnjo tako velike soseske in toliko nekih novih značilnosti te soseske je bilo, da niso imeli nobene izkušnje, kako upravljati tako stvar in kako jo voditi. Tako da se je v bistvu predvsem to sosesko zanemarjalo, ni se zelo veliko posvečalo temu, kaj se tam dogaja. Težave, ki so nastajale, so bile precej prepuščene prebivalcem, občina se pač ni zelo ukvarjala s tem. No, težave se tudi pokažejo v tem, recimo, da to je taka skoraj da folklora v soseski, ta dvigala so bila vedno uničena, kar pomeni, da so mame z vozički mogle hoditi v 15. nadstropje z nakupovalnimi vrečami in tako dalje. Težava je tudi to, da se je tako mudil z tem, da se preskrbi stanovanja, da je bil center soseske zgrajen zelo pozno, potem ko so prebivalci tam živeli že več let in zgrajen je bil tudi zelo slabo. Torej, ni bilo nobenih trgovin na začetku sploh v tej soseski, ni bilo nobenih centrov, kjer bi se te prebivalci lahko spoznali, srečevali. Zelo pomanjkljivo zgrajeno, sploh glede na to veliko število otrok, ki so v soseski. In je bil ves čas skozi zgodovino soseske nek velik manko storitev za ljudi in za otroke in nekih centrov in tako naprej. In tako z vsemi temi težavami se na sosesko začne lepiti taka težka stigma, ki še dodatno otežuje življenje. Ljudje so mi večkrat govorili, da če so se takrat prijavljali za službe v Bellimunu pred regeneracijo, če so se prijavljali za službe in če so imeli napisan naslov Bellimun, potem službe pač niso dobili. Tako da je bila kar praksa, da se je prikrivali naslove oziroma dajali kakšne naslove drugih sosesk in tako dalje, da bi se izognili tej stigmi. Ampak doživljena je bila v bistvu na zelo veliko različnih nivojih, v različnih situacijah. Vsi imajo kakšne nekakšne izkušnje s tem, no, so mi pripovedovali. No, in v tem težkem okolju, kjer je bilo ogromno nekih težav v sami soseski in v tej zadušljivi stigmi, se pa oblikuje neka zelo močna skupnost, neke močne skupnostne vezi med ljudmi. To je na eni strani predvsem zaradi tega, ker je bilo res veliko otrok in je bilo potem tudi veliko neke solidarnosti med mamami, ki so si pomagale čuvati te otroke, med ljudmi, ki smo vzpostavljali potem mladinske centre, da bi zagotovili neke aktivnosti za te otroke. Tako da veliko teh aktivnosti v soseski je bilo v bistvu usmerjeno v izboljšanje okolja ravno za otroke. Hkrati je bilo tudi ena stvar, ki je povezovala ljudi, je bilo to ta slab finančni položaj ljudi v soseski. Kot mi recimo reče ena sogovornica, ko smo odraščali, smo bili vsi revni in takrat smo bili vsi enaki. In je bilo veliko neke solidarnosti oziroma zgodb, ki sem jih slišala o tem, je bilo povezanih tudi s tem, da so pomagali drug drugemu v nekih težkih časih. Ja, in v glavnem nekako na tak način se potem oblikujejo te vezi, se ta skupnost začne oblikovati, nastane nek močen lokalni aktivizem, ki pa postane posebej močen še v 80-ih letih. No, 70-ta leta so bila še ta nekako desetletje, ko se je to oblikovalo, 80-ta leta so pa tako, ko je ta skupnost že res močna.
80. leta so pa za Bellimon v bistvu tudi najhujše desetletje. Takrat je soseska še dodatno ekonomsko in socialno degradirala. Na eni strani se je to zgodilo zaradi epidemije heroina, ki je pestila Dublin takrat in še posebej prizadela neke te revnejše soseske, torej med drugim tudi Bellimon, kjer je bilo naenkrat ogromno heroina, ogromno drugih drog, za katere v bistvu Bellimon še danes slovi. Na drugi strani je bilo pa to zaradi nekih občinskih politik, ki jih je v tistem času sprejela občina, s katerimi je želela pomagati najemnikom svojih občinskih stanovanj, da bi si lahko kupili svojo hišo. In jim je dala v bistvu zelo visoke subvencije, da bi jim pomagala pri tem, ampak to pa ni bilo mogoče v Bellimonu, ker je večina ljudi živela v blokih in tam se ni dalo kupiti, se je dalo samo za hiše, kar je v bistvu povzročilo, da se je veliko ljudi, ki so imeli neka sredstva, ki so imeli službo z rednim dohodkom, v tistem času preselilo izven soseske v neke druge soseske. Soseska pa je v bistvu še dodatno degradirala in začela privlačiti te občinske najemnike, ki niso dobili stanovanj nikjer druge, te najmanj nekako zaželene strani občine. No in takrat v tem najhujšem desetletju, kot sem že rekla, je pa lokalni aktivizem res na svojem višku. To je čas, ko je ogromno število nekih mladinskih centrov narejenih v soseski. To v tistem času tudi naredijo ogromno nekih organizacij za najemnike, ki se borijo za pravice od občine, da bi izboljšali ta kraj in tako dalje. Tudi ko recimo banka v soseski zaprla svoje vrata, ker soseska ni bila dovolj profitabilna, skupnost oblikuje svojo skupnostno vodeno banko, oblikuje svoj skupnostno voden center za zaposlovanje. Torej res ogromno nekih stvari in res taka močna, aktivna skupnost v tem času. No, potem pa sredi 80-ih let pride do spremembe upravljanja te soseske strani občine. Če je občina do takrat sosesko nekako vodila centralizirano, precej umaknjena, ni se preveč brigala za to, kaj se dogaja, imela svoje centralne dublinške pisarne, iz katerih je upravljala to sosesko, pa sredi 80-ih v bistvu preide v lokalizirano upravljanje, priskrbi si pisarne v sami soseski, pošlje tja svoje predstavnike in začne sodelovati z vsemi temi skupnostnimi skupinami. Če bi prej v bistvu te skupnostne skupine organizirane nekako proti občini, je bila občina njihov nasprotnik, od katerega je treba pridobiti pravice, se pa v tem času to spremeni in občina postane ta sodelavec, s katerim zdaj skupaj bojo prišli do izboljšanja kraja. In ta sprememba, ki je tudi seveda zelo izboljšala potem odnose med občino in prebivalci, ki so bili do takrat precej slabi, ta sprememba je sovpadala z obdobjem keltskega tigla na Irskem. To je obdobje velike blaginje, ki je zajela Irsko tam po letu 88 nekje, ko se je Irska začela zelo neoliberalizirati, odpirati proste trgovini, sprejemati tuje investicije v državo in tako dalje. In tako se zelo naenkrat poviša ekonomski status večine prebivalcev Dublina. Ampak še zmeraj po tistem času obstajajo v bistvu tudi neke take soseske, neke žepi mesta, ki jih ta ekonomska, socialna blaginja ni zajela. Predvsem žepi mesta, kjer je neko nekvalificirano delavstvo, predvsem teja. No in tako na politično areno nastopi diskurs socialne izključenosti, ki nadomesti prejšnji diskurs, ki govori o socialni nepravičnosti, katere cilj je potem socialna pravičnost. Zdaj pa se začne ta diskurs socialne izključenosti, katerega cilj je socialna vključenost, ki pa praviloma pomeni predvsem vključenost na trg dela in v to blaginjo keltskega tigra zdaj. Ta nova oblika diskurza, nova oblika razumevanja te revščine ljudi, je v bistvu tudi nekako posledica politik tretje poti, oziroma nekako spada v ta politični program tretje poti. To je politični program, ki poskuša najti neko srednjo pot med levimi in desnimi politikami. In to srednjo pot vidi v skupnosti, v investiranju v skupnost. Pravi, da vse skupnosti imajo neke dobre stvari, neke potenciale, ki jih je treba zdaj razvijati, in tako si bo skupnost sama nekako pomagala iz revščine, se opolnomočila, bo pomagala posameznikom, da vstopijo na trg dela in da bodo tako postali uspešni oziroma vključeni.
In s tem v bistvu skupnost postane nek ta prostor med državo in med tem izključenim posameznikom, prostor, na katerega se potem tudi usmeri večina teh državnih intervencionističnih politik. No? Skupnost postane ta prostor ukrepanja zdaj. In to, te nove politike upravljanja skupnosti, ki so se v Bellimunu nekako implementirale zdaj v 80-ih letih z tem spremenjenim načinom upravljanja strani občine, vodijo tudi v neko spremenjeno skupnost, oziroma vsaj v Bellimunu se je to zgodilo. Skupnost je postala institucionalizirana in skupnostno delo je postalo profesionalizirano. Pojavijo se neki univerzitetni programi, ki zdaj nudijo študijske programe razvoja skupnosti, pojavi se poklic skupnostnega delavca in tako dalje. In kot mi recimo pravi en sogovornik, spomnim se, da sem bil povabljen, da srečam nekatere zaposlene v občini. To je potem, ko je on v 70-ih letih vzpostavil svoj mladinski center, ga celo desetletje vodil. In potem nekje v 80-ih ga na občini začnejo preizpraševati, kdo si ti, kakšno izobrazbo imaš, kako si lahko mladinski delavec, kakšne tečaje imaš za to. In v bistvu že v tej izkušnji nekako se mi zdi odraža ta sprememba v upravljanju. Nek drug sogovornik mi pravi, da se mu zdi zdaj veliko manj skupnostnega razvoja, ker so stvari postale tako profesionalizirane, oziroma paraprofesionalizirane in da kjer so bili prej prostovoljci, so zdaj profesionalci, ki prihajajo izven Bellimuna. No in te politike tretje poti, o katerih sem zdaj govorila, v bistvu na eni strani prelagajo del pravil socialne države na samo skupnost, ki se bo zdaj pomagala in blažila vse te šoke ekonomske, ki se dogajajo in tako dalje. Hkrati pa predvidevajo tudi nekega drugačnega posameznika, ki bo aktiven, ki bo skrbel sam zase, bo odgovoren sam zase, ampak bo pomagal tudi drugim, da se bojo skupaj prebili iz te revščine. In ne bo več samo nek pasiven prejemnik socialne pomoči, recimo, kot je bilo dopuščeno do takrat. In te vse spremembe so bile v Bellimunu mogoče najmočneje, najbolj občutno implementirane ravno skozi ta proces regeneracije, ki se je zgodil konec 90-ih let. Ta proces je trajal recimo nekje do leta 2015, čeprav kakšni postavljali to končno leto kasneje, kakšni prej. Namen je bil pa, da se v bistvu izboljša življenje v soseski, da se reši sosesko od te stigme, ki jo je pestila že toliko dolgo časa, in končno v bistvu tudi, da se spravi to rezervo delavstva brezposelnega nazaj na trg dela. In regeneracija je stala milijardo evrov, dogajala se je v tem obdobju keltskega tigra, tudi te blaginje. In to je bilo tudi obdobje, kot sem že rekla, neoliberalizacije Irske. Ta neoliberalizacija Irske je pa povzročila tudi reorientacijo socialne države iz neke keynezijanske oblike socialne države, kjer je ta socialna država v bistvu usmerjena v deljenje socialnih virov, se reorientira v neoliberalistično socialno državo, ki se vse bolj umika in vse bolj prelagate svoje obveznosti oziroma te stvari, ki so se prej razumele kot del socialne države, se zdaj prelaga na skupnost. Ta regeneracija v bistvu v Bellimunu potem podre te bloke, preseli prebivalce v nove nizkograjene hiše, zgradi neke skupnostne centre, v katerih bi lahko pomagali razvoju skupnosti, kulturni, športni center, tako dalje. Veliko stvari, ki jih obljubi, jih pa tudi ne naredi. Ne poveže recimo Bellimuna s centrom z novo metro linijo, ne zagotovi nekaj dodatnih zaposlitev, ki jih je obljubljala. Še najbolj pomembno za prebivalce pa je to, da ni oživila nakupovalnega središča, ki je bilo v soseski in ki je skupaj sosesko nekako degradiralo. In regeneracija, oziroma te odgovorni za regeneracijo so obljubljali, da bodo dali neko novo življenje v to nakupovalno središče, ampak je potem leta 2008 prišla kriza, sredstev je zmanjkalo in tega nakupovalnega središča se ni dalo obuditi in so ga potem podrli, ampak o tem tudi več kasneje. No, ampak prebivalci čutijo pa neko veliko nezadovoljstvo v bistvu s to regeneracijo in se zelo nostalgično spreminjajo te preteklosti pred regeneracijo, ko so bili te visoki bloki, ko so bila stanovanja v blokih, spominjajo se zelo teh stanovanj, spominjajo se nakupovalnega središča in drugih nekih karakteristik tega starega Bellimuna pred regeneracijo. In v teh
nostalgičnih narativih zelo pogosto pride v ospredje tema toplote in pa gretja. Tako da je to tudi tema, na katero se bom zdaj malo več osredotočila tukaj. Gretje v Bellimunu je bilo centralno organizirano. Bila je centralna kotlarna, ki je dovajala toploto v 2800 gospodinjstvih v blokih in pa 450 gospodinjstv v hišah. V hišah so prebivalci imeli možnost regulacije tega gretja. Lahko so torej zviševali, zniževali, kot jim je pasalo. Medtem pa v blokih te možnosti ni bilo. V blokih je bila toplota dovajana v bistvu vsem stanovanjem v enaki meri, recimo od oktobra do marca vsem enako. Prebivalci niso imeli možnosti zviševati ali zniževati jakosti te toplote. Edini način regulacije je bilo v bistvu odpiranje oken ali pa to, da so si slekali majico. In medtem ko strokovna literatura predvsem poroča o nekih negativnih plateh tako organiziranega gretja, poroča se o tem, da je bilo več bronhialnih bolezni recimo v tistem času, da je bilo denarno in energijsko potratno za občino. Kljub temu pa se prebivalci v bistvu tega spominjajo nekako zelo ljubeče te preteklosti. Predvsem se spominjajo ljubeče tega obilja toplote, ki jim je bilo takrat dano. To, da so lahko po zimi recimo hodili bosi po stanovanju, da so se potili po zimi v svojih stanovanjih, da so lahko oblačila zložili po tleh in so bila suha do jutra. Ogromno nekih takih ljubečih narativov o tej toploti in o tem obilju toplote. In te narative se zelo pogosto povezujejo tudi z narativi o tem, da je bila ta toplota zelo cenovno ugodna. To obilje toplote se v bistvu v spominih povezuje ravno s tem, da je bila ta toplota tako poceni in ta kombinacija tega je v bistvu to, kar prebivalce tako nekako srečuje pri spominjanju. Takrat je bilo namreč v Dublinu diferencialni sistem najemnin za občinske prebivalce, kar pomeni, da so občinski najemniki plačevali svojo najemnino v skladu s tem, koliko so imeli prihodkov. In glede na to, da so v Bellimunu, da je bilo takrat veliko ljudi brezposelnih oziroma so imeli neke slabše zaposlitve, ker je bilo to večinoma nekvalificirano delavstvo, zaslužek ni bil zelo velik, tako da tudi najemnine niso bile zelo velike. Gretje pa je bilo samo en del teh najemnin. Je bilo v bistvu vključeno že noter, ni bil še dodaten strošek. Tako da so mesečno imeli zelo nizke stroške s tem. Občina na drugi strani je pa to prišlo precej drago. Velikokrat je bilo samo vzdrževanje stanovanj v bistvu dražje od tega, kar so dobili iz najemnin prebivalcev njihovih. Ampak ja, kot sem že rekla, prebivalce je ravno ta obilje in pa cenovna ugodnost to, kar se tako ljubeče spominjajo. In hkrati te narative preteklosti o tej toploti primerjajo s sedanjostjo, kjer pravijo, da nimajo ničesar. Tako da se ves čas nekako zoperstavlja to tej sedanji situaciji. Namreč s tem, ko so prebivalci bili preseljeni v te svoje nove domove, v teh nizkograjenih hišah, so dobili možnost regulacije gretja, ki je prej niso imeli, ampak hkrati je pa gretje postalo strošek teh prebivalcev, nek dodatni strošek in seveda to ni poceni stvar. In s tem, ko se je uvedel ta nov model potrošniškega udejstvovanja na trgu, s tem, ko toplota ni bila več dana, ampak postane stvar posameznika, se nekako ta nov model utelesi to idejo odgovornega in samozadostnega državljana, ki bo zdaj skrbel sam zase in si priskrbel svojo nekako toploto. Toplota v bistvu v tem novem modelu postane neka odgovornost posameznika, odločitev posameznika, postane razumljena torej na nek nov način. Posamezniki v tem modelu zdaj seveda imajo možnost izbire, imajo možnost regulacije te toplote, ampak hkrati morajo biti pa te izbire v bistvu narejene preudarno, morajo biti narejene odgovorno, tako da v procesu regeneracije se potem v bistvu izvajajo tudi tečaje, kjer se nekako usposablja prebivalce za to, da bodo zdaj samo odgovorni in da bodo znali ustrezno ravnati s svojimi sredstvi in si privoščiti to novo obliko življenja. Tukaj recimo imam izsek iz opisa neke organizacije, ki je bila ustanovljena že v 80-ih letih, bila financirana potem kot projekt za skupnostni razvoj in sodelovala v bistvu pri tem, da je organizirala tečaje za prebivalce Bellimuna in jim pomagala pri seljenju v nove hiše in pri prilagajanju na nov način življenja, kjer je na primer gretje stvar posameznikove odločitve. Torej se začne poudarjati to odločitev posameznika pri tem, a bo imel toploto, a bo izkusil to ugodje, ki ga prinaša toplota, ali tega ne bo imel. In
ravno prikrajšanje ugodja je nekaj, kar sem velikokrat slišala v soseski. Veliko ljudi mi je poročalo o tem, da živijo v mrzlih hišah, da si ne morejo privoščiti tega gretja, ki so ga včasih imeli, ker je pač veliko dražje in tako dalje. In s tem v bistvu premikom je prišlo do neke dekolektivizacije toplote. Medtem ko je bila prej vsem dostavljena v enaki meri, vsi so nekako imeli enake čutne izkušnje, torej tudi te toplote. Včasih sicer sistem ni bil perfekt, centralna kotlarna je včasih tudi se uničila, nehala delovati, kar pomeni, da so vsi izkušali neko prikrajšanje ugodja, ampak še zmeraj je bilo tudi to prikrajšanje ugodja v tistem času deljeno med vsemi prebivalci soseske. Predvsem pa je bilo deljeno to ugodje, ki ga je zagotavljalo to obilje toplote in njena cenovna ugodnost. Ampak zdaj pa pride do velike izkušenj prikrajšanja ugodja, ki postanejo vedno bolj nekako individualizirane stvar posameznega gospodinjstva in postanejo tudi nek simbol tega, oziroma znak tega, da posamezniki še niso dovolj uspešni, niso dovolj samoodgovorni, ne znajo dovolj ustrezno uravnavati zdaj svoje sredstva, da bi si lahko privoščili to toploto. Tako da zdaj pomanjkanje toplote ni več znak, da se je nekaj uničilo v centralni kotlarni, kot je bilo včasih recimo, ampak je znak tega, da pač niso dovolj ustrezni potrošniki, oziroma da niso dovolj samoodgovorni. Tako da ne preseneča, da v narativah prebivalcev, v teh nostalgičnih narativah prihaja do nekega amalgama spominov, ki povezuje spomine na te visoke bloke, na stanovanja v njih, na toploto, na cenovno ugodnost in pa na skupnost. Torej na vse te stvari, ki se prebivalcem zdi, da so včasih bile, da so bile v neki višji meri in da jih zdaj ni več. Predvsem toplota in skupnost sta te, ki se prebivalcem občutijo, da jih ni več v enaki meri. Tako recimo tukaj kot primer imam dialog med dvema mojima prijateljema, ki se pogovarjata. Patrick pravi, grozno pogrešam svoje stanovanje, in Dylan pravi, tam je bilo stalno gretje in vse, in Patrick pravi, skupnost je bila bližje, in Dylan pravi, prav ima, in Patrick pravi, skupnost je bila bližje. Torej to povezovanje stanovanj, skupnosti, gretja, ker gretje v bistvu opominja na to kolektivno doživljanje in skupnostne vezi, ki so takrat bile. Ta spremenjena čutna zaznava, ki je prešla iz izkušnje obdobja v izkušnjo nošenja tveganja ekonomije in iz kolektivne v individualno izkušnjo, je zelo prisotna pri teh prebivalcih, ki v Bellimunu živijo že dalj časa. In pogosto tudi zoperstavljena sedanjosti pomaga na nek način osmišljati to sedanjost, kjer prebivalci ne izkušajo tazga obilja gretja, kot so ga včasih. In ki je zato seveda zelo nezadovoljiva sedanjost. Hkrati pa ta spremenjena čutna izkušnja v bistvu tudi opozarja prebivalce na neko ranljivost Bellimuna, ki ga vse finančne krize, ekonomske krize zelo prizadanejo, ki ga blaginja keltskega tigra ni nekako zaobsegla. In tako je zelo pogost lokalni pregovor, pogosto slišan, ko Dublin kihne, Bellimun zboli. In jaz recimo sem delala svoj teren v soseski ravno v času, ko se je začela vojna v Ukrajini in so začele cene goriva in gretja rasti. In sem takrat zaznala v pogovorih veliko neke finančne anksioznosti, ko ljudje niso bili prepričani, a si bodo lahko privoščili svoje gretje ali ne. In ravno to sem v bistvu želela pokazati, to, kako se je ta odgovornost za blaženje nekih teh šokov ekonomije, ki pade v krizo, kako se je to preneslo iz socialne države, ki je včasih blažila te šoke in pomagala ljudem, na skupnost, ki mora zdaj pomagati drug drugemu, in na posameznika, ki pač mora biti vseeno dovolj samoodgovoren, da bo poskrbel zase in za druge, ker mora biti dovolj aktiven v skupnosti. Tako da sem želela pokazati to povezavo med neoliberalizacijo države, spremembo, reorientacijo socialne države iz keynezijanske v neoliberalistično, ki je bila implementirana v Bellimunu skozi regeneracijo, najbolj občutno, in kako je bilo vse to skupaj nekako občuteno strani prebivalcev v nekih zelo intimnih čutnih izkušnjah, čutnih zaznavah. Zdaj se bom pa posvetila še delu o vezeh med ljudmi in krajem, torej med Bellimunčani in Bellimunom. Pogosto sem pri ljudeh slišala zgodbe o tem, oziroma pripovedi o tem, kako zelo ljubijo sosesko, kako je to njihovo srce, kako bi tam živeli do konca svojega življenja, in da je Bellimun v bistvu njihov dom, da so ukoreninjeni v ta prostor. Tako da navezanost na sosesko je res visoka in pogosta v zgodbah, ki jih slišim od ljudi. Ta navezanost na sosesko se zelo nekako
povezuje z navezanost na skupnost in pogosto je nekako neločljivo celo, kaj je navezanost na sosesko in kaj je navezanost na skupnost. Ampak tukaj recimo imam citat od neke svoje sogovornice, ki govori o tem, da, v bistvu, da se je selila iz Bellimuna, šla po različnih krajih, ampak nikjer ni bilo isto, ker pač ni bilo te skupnosti, ki je v Bellimunu, ni bilo teh ljudi, ki te vedno vprašajo, kako si, kako gre tvoji družini in tako dalje. In ravno ta skupnost je ta, ki se tako nekako povezuje s to navezanost na sosesko. So pa neke razlike v navezanosti na sosesko med starimi in pa med novimi prebivalci, torej temi, ki so že pred regeneracijo bili tam in pa temi, ki so prišli šele po regeneraciji. Te prebivalci po regeneraciji mi predvsem govorijo o tem, da ja, soseska mi je všeč, ampak to zato, ker je dosti blizu centra, je dobro povezana s centrom, ima prave trgovine, to, kar hočejo, je v soseski, so parke, kamor lahko grejo teč in tako dalje. Na drugi strani pa te prebivalci, ki so že pred regeneracijo, govorijo o tej ljubezni do blokov, do skupnosti in tako dalje. In predvsem govorijo v bistvu o nekih karakteristikah tega starega Bellimuna, o blokih, o nakupovalnem središču, ki so ga ljubili in tako dalje. In to v bistvu kaže na neko tudi pomen časovnosti pri navezanosti na kraj, torej pomen tega spomina, v katerem so utemeljene te čustvene vezi. In tudi velikokrat, ko so mi ljudje govorili, se v bistvu ne vidi neke zelo velike razlike med skupnostjo in prostorom. Termini, ki jih uporabljajo, se ves čas nekako uporabljajo izmenično in se prepletajo. Tako recimo mi nekdo reče, poznam večino Bellimuna, ampak s tem seveda misli na ljudi, ne na kraj. Nekdo drug mi reče, ko so zgradili v soseski en tak luksuzen blok, mi je rekel, ne, to ni za Bellimun. S tem je mislil, ne, tja pač nimajo vstopa Bellimunčani, ne, oziroma ljudje, ki živijo v Bellimunu. Ampak se te termine nekako uporabljajo izmenično ves čas. Kar nakazuje na res ta neločljivost med skupnostjo in krajem. Še nekoliko bolj se mogoče vidi to neločljivost v tem primeru med posameznikom in krajem v tem, ko mi je v citatu od enega drugega prijatelja, ki mi je rekel, lahko vzameš fanta ven iz Bellimuna, ne moreš pa vzeti Bellimuna ven iz fanta. Kar res kaže na neko to utelešenost kraja, ki postane že del posameznika in postane razumljen kot del nekega sebstva posameznika. Zdaj, posamezniki načeloma, mislim, nek osnoven psihološki proces je to, da okolje okrog sebe objektificiramo, oziroma se opravičujem, da sebstvo objektificiramo, se ločujemo od okolja okrog sebe, ampak te ločnice niso tako trdne nujno in se prihaja do neke poroznosti med njimi, do prepletanja med krajem in med ljudmi. In to te ljudje, ki so dalj časa živeli v soseski, so zelo pogosto o Bellimunu tudi govorili skozi na nek zelo personificiran način, dajali so mu kar neko tako življenje. Govorili so o tem, da se prostor bori, da je izgubil dušo, da se je moral se boriti. Na nek tak način so ves čas govorili o tem. Tako da je prišlo do nekega tega animiranja kraja. In jaz argumentiram, da se to zgodi ravno v bistvu zaradi nekaj del časa trajajočih uprostorenih odnosov, ki se dogajajo v teh krajih, da zaradi tega pride do tega utelešenja krajev in pa animiranja krajev. In to mogoče se bo najbolj eksplicitno pokazalo ravno na primeru nakupovalnega središča, o katerem sem že kar nekaj tudi govorila. Tega nakupovalnega središča v Bellimunu. To nakupovalno središče je bilo zgrajeno že v 70-ih letih, potem začelo skupaj sosesko nekako degradirati. Ideja je bila, da ga bo regeneracija ponovno obudila, mu dala neko novo življenje, ampak se to zaradi finančne krize leta 2008 ni zgodilo. In tako je bila ta stavba nakupovalnega središča, ki je bila takrat sicer že nekaj let prazna, leta 2020 popolnoma porušena. In trenutno je tam samo še nek prazen travnik, kjer je včasih stalo to središče. Ampak ob porušenju so bili pa zelo zanimivi odzivi. Jaz sem recimo našla, tu je odsek iz enega bloga, nekega prebivalca Dublina, ki piše o tem, da zavedanje, da je zdaj to nakupovalno središče povsem izginilo, da celo lupina stavbe ne obstaja več, da to pušča zelo čuden občutek, skoraj da občutek amputacije. To so besede, ki jih uporabi. In ravno ta amputacija v bistvu spet nakazuje na to utelešenost nakupovalnega središča, ki postane do te mere stvar sebe, se nekako združi s to idejo sebe, da je njegovo porušenje doživljeno že kot
to, da je bil del sebstva nekako odrezan. In velikrat oziroma mislim, da čisto vsi, s katerimi sem se pogovarjala, so mi o nakupovalnem središču govorili tudi kot o srcu Bellimuna. In potem so govorili, da nimajo srca, da jim je bilo iztrgano. Spet ta ideja dela telesa, ki je vzeto nekako. Pravijo oni, torej občina so ga vzeli, ni čudno, da smo vsi jezni. Potrebujemo novo nakupovalno središče, vzeli so nakupovalno središče in vzeli so srce ven iz Bellimuna. Ves čas se pojavlja ta motiv srca. In zdaj, zakaj je bilo nakupovalno središče tako pomembna stvar za Bellimunčane? Zato, ker je bilo v bistvu neko stičišče socialnih interakcij to. To nakupovalno središče je vsebovalo v bistvu 2 bara. Bili so tam različni stoli za posedanje, kjer so se ljudje združevali. Skupnostni dogodki so bili vedno organizirani v tem nakupovalnem središču. Tudi pisarne različnih skupnostnih organizacij so bile tam. Tudi, mislim, da celo, ko je občina začela potem v 80 letih bolj lokalizirano upravljati sosesko, so imeli pisarne ravno v tem nakupovalnem središču. In je to postalo kot nek tak vozu socialnih interakcij. Mame so hodile tja z otroki nakupovati, se pogovarjati med sabo, skupnost se je združevala in tako dalje. En sogovornik mi je celo rekel, da je bilo kot tako stičišče poti, da so kar nekako vse poti v Bellimunu vodile, bile usmerjene proti temu nakupovalnemu središču in da je bilo to res tak prostor, kamor so vsi šli. No? In moj argument je v bistvu, da ravno skozi to dalj časa trajajoče odnose, ki so se dogajali v tem nakupovalnem središču, da ljudje postanejo prostorjeni, prostor postane utelešen in nakupovalno središče v bistvu s tem pridobi to vlogo srca skupnosti, ki skozi svoje bitje nekako animira Bellimun, poganja to kri po žilah tudi skupnosti. Tako da s tem, ko je bilo nakupovalno središče porušeno, se to razumeli tudi kot neko uničenje skupnosti. No? In kot to, da je Bellimun izgubil svoje srce, seveda. Recimo tukaj še en primer mojega prijatelja, ki govori o tem, kako postane nekako primerja srce Bellimuna za skupnostjo in pravi, da se je srce zamastilo in da ko imaš maščobo na srcu, je tvojemu srcu težko biti. Na tak zelo življenjski način res vsi govorijo o tem. No in ta porušenje nakupovalnega središča je bilo srečeno z neko veliko jezo in prizadetostjo strani prebivalcev. Tudi jaz, ko sem leta 2022 tam delala teren, sem velikrat kakšni moji sogovorniki, s katerimi smo se sprehajali mimo tega zdaj praznega travnika, so mi pokazali, poglej, tukaj je to stalo, to so nam vzeli zdaj, jezni smo, želimo si to nazaj, torej se tudi povezuje z nekim hrepenenjem in tako dalje. Hrepenenjem po tem nakupovalnem središču, predvsem pa po skupnosti, ki se zdi, da je bila včasih močnejša in da je zdaj ni več. Hkrati pa je ta odsotnost nakupovalnega središča tudi nek znak spet nezadovoljivosti Bellimunčanov, ki niso dovolj dobri potrošniki, nimajo neke dovolj kupne moči, da bi lahko vzdrževali tako nakupovalno središče v soseski. In spet kaže na to ranljivost Bellimuna v ekonomskih krizah, namreč ravno ta kriza 2008 je preprečila, da bi se vložili ta sredstva v nakupovalno središče. Tako, tukaj še en izsek iz časopisa o tem, kako je nakupovalno središče v bistvu Bellimunovo umirajoče srce. Zdaj pa za zaključek samo še mogoče en kratek premislek o tej nostalgiji, ki je bila res prisotna v vseh teh pripovedih o preteklosti. Zdaj, kakšen mogoče bolj pozitivistično usmerjen raziskovalec oziroma raziskovalka bi mi očital, da mi je ta nostalgija nekako skrivila vse podatke, da zdaj nimam teh objektivnih spominov ljudi na preteklost, ampak so vsi nekako barvani z nostalgijo in kar seveda nekako priredi potem tudi zgodbo. Ampak jaz sem se tukaj res osredotočila na izkušnjo posameznikov, na to, kako doživljajo ta prostor in te spremembe, ki so se dogajale. In v tej izkušnji je bila nostalgija ena ključnih točk, no? Kako sploh razumeti to izkušnjo. Zraven pa tudi se mi zdi, da ta nostalgija ima neke vloge v tem, da se jo skozi deli in da se skozi govori, da je skozi nekako prisotna v zgodbah. Na eni strani se mi zdi, da vzpostavlja v bistvu na novo oziroma krepi neke te vezi med ljudmi, vzpostavlja na novo skupnost, krepi skupnost. Jaz recimo, ko sem prišla kot nova v sosesko, sem velikokrat slišala te zgodbe, nostalgične zgodbe o preteklosti in na neki točki začela celo sama sodelovati pri deljenju te nostalgije. Tako da sem velikokrat recimo potem v pogovorih
ne velikokrat, no, kdaj sem potem rekla "Jup the flat", kar nekako pomeni v uhu stanovanja oziroma živela stanovanja. In so imeli ljudje to zelo radi, recimo. In tudi jaz, ko sem sodelovala v tem deljenju, v tem nostalgičnem, ko sem sodelovala v teh nostalgijah, no, v teh pripovedih s svojimi, s tem, da sem tudi jaz včasih govorila o tem in vedno sem imela pred glavo to podobo starega Ballymoona, s tem se mi zdi, sem tudi jaz postala nekako bolj sprejeta v to skupnost, se nekako začenjala počutiti vedno bolj del te skupnosti. Hkrati ta nostalgija je tudi zelo nalezljiva stvar, no, človek nekako ne ubeži. Hkrati se mi zdi pa, da kaže tudi na neko nezadovoljstvo prebivalcev s tem, kaj se dogaja v njihovem prostoru. Kaže nek upor proti temu prostoru, ki si ga je ta obrat, neoliberalistični obrat v ekonomiji priredil, ki je ustvaril nek svoj prostor, ki pač je za prebivalce nezadovoljiv. In ta nostalgija v bistvu obuja neko to preteklost, ko je bil prostor drugačen, in zavrača to trenutno manifestacijo tega kraja, ki je za prebivalce pač nezadovoljiv, no, ni okej. Tako. Tukaj jaz končam, pa dajem še prostor za kakšna vprašanja in komentarje. Pa hkrati bom pa vrtela še en zelo nostalgičen video preteklega Ballymoona.